Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate oddajo Dogodki dneva. Na stolp Kristal se je v 2 letih povzpelo že več kot 138 tisoč ljudi. Občini Celje in Štore prejeli naziv prostovoljstvu prijazna občina. V tednih vseživljenjskega učenja v Žalcu izpeljali parado učenja. Kolesarsko društvo Knežjega mesta ima novega generalnega pokrovitelja. 2 leti potem, ko so se prvi obiskovalci povzpeli na slatinski razgledni stolp Kristal, si je Rogaško Slatino z višine ogledalo že več kot 138 tisoč ljudi. Lani je najvišja stavba v Sloveniji, v bavarski prestolnici, prejela tudi prestižno nagrado Nemškega sveta za oblikovanje Iconic Awards 2025 v kategoriji javnih zgradb. V nedeljo bosta minili točno 2 leti od odprtja stolpa Kristal, ki je od takrat postal eden izmed najbolj prepoznavnih simbolov občine Rogaška Slatina. 2 dni prej pa je župan na stolp povabil vse, ki so sodelovali pri njegovi gradnji. 3 so razlogi, da smo se odločili, da naredimo en dogodek. Prvi je ta, da je 2 leti od odprtja stolpa Kristal. Drugi razlog je, da smo lani oktobra v Münchnu prejeli svetovno nagrado Iconic Awards za 2025. Gre za združenje v Nemčiji, ki podeljuje te nagrade in jih obeležuje ali pa podeljuje projektom iz vsega sveta. In še tretji dogodek, tretji razlog za današnje srečanje je, da smo se še enkrat želeli zahvaliti donatorjem, ki so podprli ta projekt pred leti. In mogoče še dodatna najpomembnejša stvar, to pa je, da lahko ob 2. obletnici postrežemo z konkretnimi podatki tako o obisku stolpa, kot tudi o finančnih prilivih v občinski proračun. Stolp je sicer sprejel več obiskovalcev, kot so sprva načrtovali. Gre za javno infrastrukturo in mi smo si v investicijskem programu zadali cilj 60 tisoč obiskovalcev na leto. Po 2 letih ugotavljamo z podatki, ki so na razpolago, torej iz vstopnin, da se je na stolp povzpelo več kot 138 tisoč obiskovalcev. To je več, kot smo načrtovali in planirali oziroma si želeli. In še drugi pomemben podatek, to pa je, da smo v 2 letih iz naslova vstopnin in najemnine za kavarno pridobili 1 milijon evrov v občinski proračun za razvoj turistične destinacije in tudi za druge projekte, ki bodo prispevali k izzivom v razvoju naše občine. Dogodka ob obletnici se je udeležil tudi projektant stolpa. Naša firma je specializirana za zahtevne gradbene konstrukcije, glavne mostove, in to je nekaj posebnega, če delaš pa najvišjo stavbo v državi, je sigurno nekaj posebnega. Čeprav največja težava pri tem zadevah nam je predstavljala stvari, ki jih ne delamo sami, ampak stvari, za katere smo mogli poiskati druge. To so predvsem strojne inštalacije, povezano s požarno varnostjo, prezračevanje, gretje in stvari, ki so povezane z dvigalom. To so zelo redko, ker pač takih stavb v Sloveniji ni. Z izkupičkom po 2 letih je zadovoljen tudi projektant. Glavno je, da zadeva funkcionira, da ljudje radi pridejo, da zadeva živi, kot si je investitor zamislil. V nedeljo bo stolp Kristal tako dopolnil polni 2 leti. V okviru 27. nacionalnega tedna prostovoljstva je Slovenska filantropija v Senožečah mestni občini Celje ter občini Štore podelila naziv prostovoljstvu prijazna občina. V imenu občine Štore je priznanje prevzela podžupanja Leonida Cmok-Kačičnik, ki je v prejemu poudarila pomembno vlogo prostovoljcev pri povezovanju skupnosti. V mestni občini Celje deluje 106 prostovoljskih organizacij in nevladnih organizacij, ki delajo s prostovoljci. V celjski občini trenutno deluje okrog 2000 prostovoljcev, med njimi tudi 23 prostovoljcev iz tujine. Na slavnostni prireditvi so naziv Junaki našega časa iz celjske občine prejele Osnovna šola Lava, Gimnazija Celje Center in Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje. Ljudska univerza Žalec je na podeželski tržnici v Žalcu organizirala parado učenja.
Šlo je za osrednji dogodek v okviru tednov vseživljenjskega učenja organizaciji Ljudske univerze Žalec, ki potekajo med 8. majem in 14. junijem. Parada učenja se je, kot odprt, brezplačen javni dogodek, hkrati odvijala na 17 prizoriščih po vsej Sloveniji, med drugim tudi v Žalcu, kjer so dogajanje postavili na podeželsko tržnico. Parada učenja je res nekje 14 let prisotna v slovenskem prostoru, vedno na večjih lokacijah, na isti termin. Pomembna se mi zdi pa zato, ker dogodki ob tednih vseživljenjskega učenja so malo razpršeni po organizacijah, po lokacijah, po celotni dolini, po celotni regiji. Parado učenja pa vedno organiziramo na enem mestu, kjer pač jo oznanjamo kot praznik učenja, praznik učeče se skupnosti, se pravi se zberemo, vsi tisti, ki tudi sicer med letom dosti sodelujemo, se med seboj povezujemo, z nekaterimi na novo spoznavamo, z drugimi smo že dalj časa v sodelovanju in meni se zdi zato tako pomembno, da v enem takem prijetnem, veselem vzdušju praznujemo učenje, vseživljenjsko učenje, pomen vseživljenjskega učenja. Parada učenja poteka v okviru tednov vseživljenjskega učenja, ki jih v sodelovanju z lokalnimi partnerji pripravlja Andragoški center Slovenije. Tudi v Žalcu, kjer je bila koordinatorica UPI Ljudska univerza Žalec, so se na odru in stojnicah predstavile organizacije, ki podpirajo vseživljenjsko učenje. Parada učenja se prireja v okviru tednov vseživljenjskega učenja. 31 tedni že potekajo v Sloveniji letos, parade učenje pa mislim, da 14. leto. To je zelo pomembno za vse generacije in za vse ljudi, zato da v bistvu dobijo občutek in da vidijo v živo na takih prizoriščih, kot je tukaj danes v Žalcu, da so raznolike priložnosti za učenje, za rast, za nove ideje, kaj bi lahko počeli in tudi danes v bistvu v Žalcu poseben poudarek za zdravje, kaj vse lahko ljudje naredijo za svoje zdravje in s tem izboljšajo svoje življenje. Spodbujanje k vseživljenjskemu učenju je bistvenega pomena tako za razvoj posameznikov kot skupnosti. Živahen utrip na paradi učenja in pestra ponudba sta dokaz, da je zanj interes tudi v spodnji Savinjski dolini. Vsako leto damo nek drug poudarek, letos je bil poudarek na zdravju, na tem, kako lahko svoje zdravje izboljšamo, tudi z učenjem, tudi z znanjem. In pa mislim, da je pa najbolj pomembno to, da se povezujemo, da se spoznavamo in pa družimo. Meni se zdi izjemno lepa prireditev, zelo veliko organizacij in društev iz okoliških krajev. Vidi se, da je UPI Ljudska univerza en tak res povezovalec tukaj v tem okolju in res upam, da so ljudje danes dobili kakšno idejo, kakšno priložnost za povezovanje in tudi v bistvu, da se znajo obrniti na te organizacije, predvsem pa na UPI Ljudsko univerzo z raznimi vprašanji v zvezi z izobraževanjem, učenjem ali pa nasplošno izboljšanjem kakovosti življenja. V sklopu tednov vseživljenjskega učenja bodo sicer v Žalcu pripravili preko 200 dogodkov. Parada učenja je bila eden izmed njih. Ostali v obliki delavnic, predstavitev, tečajev in dogodkov se bodo zvrstili do 14. junija. Eden osrednjih bo tudi večer navdiha za Lenko Rebula 28. maja ob 19. uri v avli doma drugega slovenskega tabora v Žalcu. Iz mestne občine Celje so sporočili, da bodo s ponedeljkom 25. majem do predvidoma konca leta ukinili Celebus na liniji 5 od mestnega pokopališča do Celjskega gradu. Namesto te linije bodo potniki lahko uporabljali linijo 5A od Skalne kleti do Celjskega gradu. Koncesionar celjskega javnega potniškega prometa je z današnjim dnem spremenil vozne rede na vseh postajališčih linije 5A. Spremembe so objavljene na spletnih straneh Nomaga in mestne občine Celje. Nogometaši Celja bodo s petkovim gostovanjem pri Primorju sklenili letošnje državno prvenstvo, v katerem so si že 5 krogov pred koncem prvenstva zagotovili naslov državnih prvakov. V teh dneh so v klubu v ospredju pogovori s 3 nogometaši, Nikito Josifovim, Žanom Karničnikom in Juanjom Njetom, ki jim po koncu sezone potečejo pogodbe s celjskim klubom. Pričakoval sem to vprašanje iskreno.
Zdaj, jaz nisem čisto pet zraven, kar se tiče teh pogovorov, vem pa, da se pogovarjamo oziroma da še vedno potekajo pogovori, da bi se te pogodbe podaljšale in z Juanjom in z Josifom in kapetanom Krničnikom. Se pravi, to je še vedno stvar pogajanj in pa pogovorov. Sigurno pač mi si v klubu želimo, da bi si trije ostali, to so top igralci, visoke kvalitete, Žan, reprezentant, Juanjo, po mojem mnenju, naš najboljši igralec, Josifov enako in tukaj pač definitivno je stvar, kjer pač je treba biti malo potrpežljiv. Res pa je, da so prišle neke stvari v medije, ampak to je stvar, kjer pač je, če bi bilo karkoli mislim resnega, da se pač poslavlja iz Celja, bi bilo napisano, poslano, skomunicirano iz strani kluba. Res pa je, da z petkovo tekmo mi zaključujemo državno prvenstvo. V soboto so že fantje na dopustu in vsi se bojo razkropili po celem svetu oziroma bojo šli domov, tisti, ki imajo reprezentančne obveznosti na reprezentančne obveznosti. In tukaj je potem pač Juanjo tudi malo, bom rekel, izkušeno vrgel neko sliko oziroma medijem, da lahko se potem pogovarjajo oziroma ljudje zaključujejo na tak in drugačen način. Ampak to je spet neka folklora, ki je normalna in bomo videli, no, se pravim. Upam, da bomo našli skupno točko in da bodo vsi trije fantje ostali še v Celju. Kolesarsko društvo Knežjega mesta je na novinarski konferenci predstavilo načrte za prihodnost. Skupaj z novim generalnim pokroviteljem društva, Zavarovalnico Sava, so predstavili tudi preventivno kampanjo Bodi svetel zgled. S prihodom Zavarovalnice Sava in Pocinkovalnice Celje bodo v klubu pogoje za delo z mladimi tekmovalci in tekmovalkami dvignili še na višjo raven. To pomeni zavezo, da bomo v bistvu še z večjim veseljem oziroma zanosom mlade izobraževali pa poučevali na varnost v prometu. Seveda vsako finančno sredstvo pomeni za nas tudi, bom rekel, lažje delo. Ja, jaz lahko rečem, da vse, kar je bilo doseženo, je bilo doseženo, rekel, na nek družinski način. Se pravi, družina Mernik kompletna je začela s tem klubom leta 2020 in zdaj smo pripeljali to zadevo tako daleč, da imamo že nekje 40 tekmovalcev, 2 sekcije, cestno in pa mountain bike sekcijo. Ljudje v Celju so prepoznali, da je to ena dobra, kvalitetna zgodba, tako da sem zelo vesel, da sta se 2 večja sponzorja vključila, se pravi Pocinkovalnica Celje in pa Zavarovalnica Sava. Jaz mislim, da s tem se bojo pogoji izboljšali. Jaz najbolj računam nekje, da bi se mogli pogoji izboljšati v smislu tem, da bomo lahko zaposlili kakšnega dodatnega trenerja, kajti zaenkrat je trener v klubu samo Brane Mernikov, tekmovalcev in tekmovalk pa je vedno več, še vedno več bi se lahko upisali, vendar enostavno mi zaradi tega, ker nimamo kadra, to ne moremo podpreti. Verjamem tudi, da v bodoče bomo dobili kakšen prostor za naše društvo. Mislim, da tudi mestna občina dela v tej smeri in jaz sem vesel in verjamem, da bo še večje število tekmovalcev in na podlagi tega verjetno tudi bojo rezultati še rasli. Mogoče nekoč res v daljši prihodnosti, če bo šlo kolesarstvo v Sloveniji v to smer, pa se mogoče lahko spet daj zgodi, da bi bila tu v Celju tudi kakšna starejša ekipa in da ne bo treba mladincem že odhajati v tuje klube, da bojo lahko tekmovali na mednarodni sceni. Kolesarsko društvo Knežjega mesta je bilo ustanovljeno leta 2020. Danes ima že blizu 40 registriranih tekmovalcev, med njimi je tudi nekaj takšnih, ki so trenutno v svojih kategorijah vodilni v točkovanju za slovenski pokal. Letos so naši tekmovalci že dosegli kar lepe rezultate. Mislim, zelo točnih ne vem, ampak mislim, da smo bili že 4-krat udeleženi med prve 3 v slovenskem pokalu. Seveda pa se najbolj pripravljamo zdaj na državno prvenstvo, ki je konec meseca za mlajše kategorije, v juniju pa za mladince in pa člane.
Glavni cilj celjskega kluba v letošnjem letu bo nastop na državnem prvenstvu mlajših kategorij konec meseca maja ter državnem prvenstvu za mladince in člane, ki bo na sporedu v mesecu juniju. Želimo si vsekakor medaljo, naslov enega od državnih prvakov v eni od kategorij, ki tekmujemo, ali je to dečki ali mladinci. Mogoče celo napovedujemo, ker so fantje na zelo visokem nivoju. Ja, jaz v tem trenutku ne bi o imenih kaj veliko še govoril. Dejstvo pa je, eno ime bom pa izpostavil, to je Julija Slapšak, ona je pa v svoji kategoriji v Sloveniji praktično nepremagljiva, tako da ona je v tem pogledu daleč pred ostalimi, so pa vsi ostali tudi nekje v vrhu v svojih kategorijah v Sloveniji. Dejstvo je, da tudi tisti, ki grejo potem na fakulteto za šport, kjer upravljajo testiranja, da tudi na podlagi testiranj danes lahko prideš nekje v tujino. Verjamem, da bojo ob obeh bratih Mernik, ki sta v tem trenutku v Vismi Lizabajk, da bo še kakšen od naših tekmovalcev ali pa tekmovalk, kajti tudi žensko kolesarstvo se vse bolj razvija, nekoč lahko nastopala v boljšem kvalitetnem kolektivu, kjer bo imela optimalne pogoje, kajti pogoje, ki jih lahko zagotavljamo mi v Celju, pač niso na tako visokem nivoju. Saj zaenkrat upam pa, da se bojo popravili. Med glavnimi aduti celjskega kluba na državnem prvenstvu mlajših kategorij bo Julija Slapšak v kategoriji deklice B. Cilji so, da zmagaš, ne? Pa moj brat je začel, potem je že moj ati in pol, jaz imam dva brata, prvo je en začel, pa sem pa še starejšim bratom oba začela, pa smo se pa vsi trije v kolesarstvu pač dali. Julija je učenka 7. razreda osnovne šole Primoža Trubarja Laško, a se v šolo ne vozi s kolesom. V šolo se ne upam iti s kolesom, ko ne veš, kakšni so, da ti ne bi kolo vzeli, bolj z kombijem pa tako. Pa, ko pridem iz šole, pa grem na trening. Julija si nekoč želi nastopiti na Tour de France ali Giro d'Italia. Njen vzornik je pričakovano trenutno najboljši kolesar na svetu. Vzornik je Tadej Pogačar, vzornica pa v Sloveniji Urška Žigat. Celjski klub trenutno dela z mlajšimi selekcijami do 18. leta starosti. Sven in Oskar Mernik sta prva tekmovalca celjskega kluba, ki sta jeseni lansko leto prestopila k nizozemski ekipi Visma. Pozna se ta višji nivo, res organizacija in vse na najvišjem nivoju in res sem zadovoljen v tej ekipi, v glavnem uživam in sledim svojim sanjam. Sven, ki je letos del razvojne ekipe Visme, ima na obdobje preživeto v celjskem klubu lepe spomine. Zagotovo so lepi spomini na domač klub, začetke v Celju, v domačem mestu. V bistvu tukaj sem vzljubil kolesarstvo, se zaljubil v ta šport in res naredil te prve korake na moji poti. In kakšni so Svenovi letošnji cilji na mednarodni sceni in v državnem prvenstvu? Zdaj v kratkem imam dve etapni dirki, najprej eno v Franciji, Alpe d'Huez, in pa kasneje tudi še Baby Giro. V bistvu to so tako rekoč glavne cilje sezone, tako da bomo videli. Državno prvenstvo pa tudi, v bistvu je en teden po Giro, tako da bom tudi na državnem prvenstvu probal narediti čim boljši rezultat in probati se boriti za majico. V celjskem klubu upajo, da bo prihodu dveh novih pokroviteljev sledil še kakšen. S tem bi namreč v prihodnosti lahko še izboljšali pogoje za delo ter se kadrovsko okrepili z dodatnim trenerskim kadrom. Želeli bi si sigurno nekaj več še sponzorskih sredstev, da bi lahko zaposlili kakšnega dodatnega profesionalnega trenerja. Zaenkrat to delamo vse volontersko, da bi lahko v bistvu začeli tudi z kolesarsko šolo, saj pritisk na te začetne kategorije zelo velik in lahko sprejmemo samo dečke, otroke, ki že v bistvu obvladajo kolo, ki so sabo od doma prinesli že neko znanje. Veliko jih pa čaka, da se lahko pridružijo, ker enostavno merilo 25 kolesarjev na enega trenerja smo že presegli in jih nekako pač ne upamo vzeti, ker je pač prevelik riziko.
Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje. To je bil pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem v oddaji Dogodki dneva. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.